Medicina vsak dan napreduje, ene stvari še vedno ne zmore nihče – ustvariti krvi. Edini vir tako ostajajo krvodajalci, ki z darovanjem, ne da bi želeli karkoli v zameno, rešujejo življenja. Mojca Hanžič. Renata Robnik je redna darovalka krvi. Tokrat je na stol sedla že 40-tič. Jaz stalno pravim, daj to, kaj boš ti mogoče rabo kdaj. In v Sloveniji dnevno potrebujemo med 350 in 400 darovalcev. Kljub temu, da je darovanje prostovoljno in brezplačno, je darovalcev zaenkrat dovolj. Ker pa se kot družba staramo, darovanje krvi pa je dovoljeno zgolj do 65. leta starosti, bi morali imeti obstoječi krvodajalci, pravi predsednik Mariborskega Rdečega križa, določene bonitete. Vsi krvodajalci bi morali imeti prednostni dostop do zdravstvenih storitev, ko sami kaj potrebujejo. Pa zakaj je to pomembno? Zato, ker kot smo prej izpostavili, samo zdrav krvodajalec lahko daruje kri. Torej, mora biti nam kot družbi cilj, da tak je krvodajalec čim prej postane spet zdrav, da bomo lahko mi kot družba spet dobivali, pragmatično govorim, njegovo kri. Delodajalci pa bi lahko, še dodaja, delavcem, krvodajalcem namenili dodaten dan dopusta.